Zakaj si se odločila za študij elektrotehnike? Kaj te je najbolj navdušilo za to? V srednji šoli nisem vedela, kaj bom študirala naprej. Vedno mi je bila všeč matematika in zato sem se odločila za matematično gimnazijo. Na začetku pa sem mislila, da bom mogoče študirala nekaj povezano z matematiko, ampak nisem bila sigurna do tretjega letnika. Potem med poletjem, med tretjim pa četrtim letnikom, sem prišla na obisk teti v Ljubljano in sem rekla, da hočem pogledati različne fakultete v Ljubljani, če me bo kaj zanimalo. Potem s teto sva prišli na elektro in gospa Marjanca Rebernik mi je vse lepo razložila za študij elektrotehnike, pa posebej za to smer biomedicinsko tehniko. In že takrat mislim, da sem vedela, da hočem to naprej študirati in da hočem raziskovati na tem področju. Si se pa za študij morala preseliti iz domovine Makedonije, pa me zanima, če je bila ta odločitev težka. Jaz sem bila pripravljena na to. Sem vedela, da bo težka pot in da najprej se moram slovenščino naučiti, potem pa, da bom imela probleme z izpiti. Ampak sem bila pripravljena na to in mislim, da sem imela dosti sreče, da končam, da zaključim študij in če bi mogla zdaj isto odločitev narediti, bi se vseeno odločila za študij v Ljubljani. Koliko si se tekom študija navezala na fakulteto za elektrotehniko? A čutiš neko pripadnost do fakultete oziroma do univerze? Ja, jaz mislim, da sem se zelo navezala na fakulteto. Najprej, ko sem končala dodiplomski študij, sem mislila, da bom šla na magisterij nekam drugam. Potem pa sem se vseeno odločila, da bom ostala na tej fakulteti. V drugem letniku magisterija sem šla na izmenjavo v Belgijo, ampak vseeno sem prišla nazaj. Lani sem imela pa absolventsko leto, pa sem delala v Leku in lahko rečem, da sem pogrešala fakulteto in da sem zdaj spet prišla nazaj doktorat delati. Na področju biomedicinske tehnike deluje več žensk kot na ostalih področjih. Zanima me, kako pomembno se ti zdi, da se tudi ženske udejstvujejo pri študiju in delu na različnih področjih elektrotehnike? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se punce vključujejo pa da hočejo študirati elektrotehniko, ker tudi punce se mi zdi, da smo sposobne, da marsikaj naredimo. Pa ja, v našem labu je več punc. Jaz mislim, da je največ zaradi tega, ker mi se ukvarjamo tudi z različnimi poskusi na celicah in zaradi tega imamo še laboratorij za celice oziroma celični laboratorij, kožni laboratorij pa laboratorij za lipidne dvosloje, kjer delajo mikrobiologinje pa biotehnologinje in zaradi tega je v našem laboratoriju več žensk. Ampak pa imamo še ene 5-6 inženjerk. V vašem laboratoriju pa tudi veliko sodelujete z drugimi fakultetami, potem tudi s tujimi univerzami in z različnimi podjetji. Koliko pomembno je sodelovanje s temi organizacijami, da lahko dosežete to, kar dosegate? Ja, to je zelo pomembno, ker pri študiju elektrotehnike nismo izobraženi za delo v laboratoriju ali pa s celicami in zaradi tega potrebujemo sodelavce iz drugih fakultetah, recimo iz biotehnologije ali pa iz kemije. In zaradi tega moramo nujno sodelovati z njimi, ker drugače ne bo šlo, pa tudi z drugimi univerzami pa fakultetami. Zaradi tega, ker naš laboratorij je edini v Sloveniji, ki se ukvarja z elektroporacijo in mi vedno rabimo pomoč tudi z drugih strani. Ljudje v vašem laboratoriju so zelo uspešni, kar kažejo tudi različni članki, raziskave, nagrade. In me zanima, kaj to tebi pomeni? A je tebi tudi to pri raziskovanju motivacija? Ja, je. Jaz lahko rečem, da sem zelo vesela, da sem dobila to priložnost, da lahko delam s takimi ljudmi pa v tem laboratoriju, ker sodelavci so res uspešni, imajo veliko znanja, veliko pomagajo in se lahko veliko naučiš. Ja, pa tudi motivacija. Jaz sem me vedno motivirajo, da napredujem pa da grem naprej. Si se pa tekom svojega študija odločila tudi za Erasmus izmenjavo v Belgiji, pa me zanima, kako bi to izkušnjo opisala, pa mogoče primerjala študij tukaj in v Belgiji. Ja, to je bila zanimiva in lepa izkušnja.
sem se imela res lepo. Veliko ljudi sem spoznala in veliko sem se naučila. Sem izbrala 8 predmetov, pa sem se naučila nekaj več v biomedicini, kar ne bi se mogla naučiti na naši fakulteti. Ampak, če bi primerjala, pa bi lahko rekla, da je bilo več teorije, da na našem faksu imamo malo več prakse in da mislim, da je to boljši način izobraževanja. Kakšno je pa tvoje področje raziskovanja in pa mogoče kaj tvoji kolegi v laboratoriju tudi trenutno raziskujejo? V našem laboratoriju se ukvarjamo največ z elektroporacijo. Razvijamo različne naprave za elektroporacijo, pa modeliramo različne pojave, da ne bi rabili delati poskusov na celicah. Jaz največ delam na razvoju naprav, ker sem prej študirala elektroniko in največ delam na hardverju. Se pa veliko makedonskih srednješolcev odloča za nadaljevanje študija v Sloveniji. Pa me zanima, zakaj to in kako ste tukaj sprejeti? Ja, veliko Makedoncev pride na študij v Slovenijo. Zdaj je trenutno v Makedoniji situacija slabša in študenti se največ odločajo zaradi tega, ker bodo dobili evropsko diplomo, pa lahko grejo nekam drugam. Na fakulteti pa na začetku je bilo malo težje, največ zaradi tega, ker nisem poznala jezika. Je pa nas bilo 7 Makedoncev, ki smo se skupaj učili, pa smo si pomagali. Potem, ko smo se slovenščino naučili, pa je bilo malo lažje, pa smo se začeli družiti še z drugimi študenti. Pa vedno smo bili dobro sprejeti od profesorjev, vedno so nam pomagali, so bili pripravljeni dati še dodatne govorilne ure in pomagati pri učenju. Najlepša ti hvala za pogovor. Hvala tudi vas.